Vinogradnik Samuel Malnarič iz Semiča je goste odpeljal v bližnji vinograd, ki je v precej klavrnem stanju. Pomanjkanje padavin in žgoče sonce sta na grozdju pustila vidne posledice. Lanski letnik je bil odličen, nekaj žlahtne kapljice je še ostalo v cisternah. Kaj in koliko bodo letos trgali, pa je v tem trenutku težko reči, je zaskrbljeno povedal. Tako da tudi letošnji pridelek bi znal biti marsikje polovičen, pa še malo manj. Daleč najbolj prizadeta sorta je laški rizling. Malnarič upa, da bo grozdje, ki je ostalo, pravočasno dozorelo. In pa tudi, da ne bo preveč trt izčrpalo, ker v sušnem obdobju potem začnejo same jagode, grozdje izčrpavati. Trto je lahko tudi trta se dobesedno vniči oziroma posuši. Po prvih ocenah bo škoda po letošnji suši presegla prag naravne nesreče. Do sedaj zbrani podatki za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, ki jih pokriva Novomeški kmetijsko-gozdarski zavod, so zaskrbljujoči. Prav gotovo lahko pri koruzi govorimo za območje našega zavoda za škodo od 40 do 60% v povprečju. V vinogradih, če izključimo pozebo, samo sušo, lahko do polovice ali celo preko na določenih območjih. Krompir, travinje, prvega odkosa ni bilo skoraj da nič, drugega pa tudi skoraj nič. In da je na terenu stanje resnično takšno, potrjujejo posnetki iz črnomaljske občine, požgana koruza in travinje. Ljubezen do zemlje te žene, da vztrajaš, a nekje je meja, je povedal sogovornik, ki ga je suša prisilila, da bo čredo 30 glav živine moral zmanjšati. Bomo šli pod 20 živali, ker enostavno ne bo ni krme, da bi to lahko prinesli. O obljubljeni državni pomoči pa z nasmehom prav veliko neno. Žal. Državna sekretarka se je ustavila tudi v šentjernejski občini, kjer je iz prve roke videla, kako uničujoče posledice ima suša na kmetijski pridelek. Jaz mislim, da letos je najhujša suša, kar jaz spomnim, ker ponavadi saj spomladi je bilo dosti dežja, se pravi, so saj travinja bili prvi, drugi odkos, ne? Je to nekaj dalo. Pri nas letos bo pridelek krme veliko manjši, sena je bilo polovica ali pa še slabše na nekaterih pridelih. Utave se praktično ni nič nakosal, sem palce zelo slabo. Država bo zaradi posledic suše pripravila program pomoči kmetom. Po nekaterih ocenah bi se letošnja škoda lahko približala rekordni iz leta 2003, ko je znašala kar 120 milijonov evrov. Ker je tukaj padlo 40% običajnih padavin v tem poletnem času in suša se še stopnjuje. Torej, mi smo se prepričali na terenu, da je predvsem izpad krme zelo velik, praktično ni bilo normalnega niti prvega odkosa trave. Ker se napovedujejo vedno bolj vroča in suha poletja, bo dolgoročno treba najti novo rešitev. Na dolgi rok se pa treba zavedati, da so suše vedno bolj pogoste. Mi smo imeli 6 suš od leta 2003 vključno do danes in tako da je ključno ali pa najbolj pomembno je, da bi čim več površin opremili z namakalnimi sistemi, ker samo na ta način se proti suši lahko borimo proti podnebnim spremembam. Tistim kmetom, ki se bodo odločili za namakalne sisteme, država že sedaj nudi veliko subvencij.